Naša umetna inteligenca že piše kode, odgovarja na vprašanja in ustvarja slike. Zdaj, ena izraelska zagonska podjetja pravi, da lahko zasnuje tudi zapleteno digitalno infrastrukturo za same sisteme umetne inteligence, s čimer skrajša delo, ki je prej trajalo tedne, na en sam dan. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Jonathan Orr, soustanovitelj in direktor podjetja Autopipe. Pozdravljen, Jonathan, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Če prav razumem, pravzaprav ustvarjate umetno inteligenco, ki načrtuje infrastrukturo umetne inteligence. Lahko to pojasnite? Seveda, absolutno. Najprej naj povem, da mi je v čast biti tukaj in biti intervjuvan na i22 News English. Torej, naj se na hitro predstavim. Sem Jonathan, po poklicu sem DevOps inženir in oblačni arhitekt in sem soustanovitelj in direktor podjetja Autopipe. Torej, zgodba podjetja Autopipe se je začela med mojo tehnološko službo v IDF. Služil sem v tehnološki enoti, v obveščevalnem korpusu. Imeli smo veliko projektov, kjer se moral načrtovati in oblikovati infrastrukturo, da bi bila programska oprema zelo varna, stabilna in optimizirana. In vzelo nam je veliko časa, da smo se soočali z veliko napakami in napačnimi konfiguracijami. In takrat je bila ravno revolucija ChatGPT-ja. Zato sem se odločil uvesti umetno inteligenco in sem prišel na idejo, da ustanovim Autopipe. Tako kot ste rekli, v podjetju Autopipe razvijamo programsko storitev, ki temelji na agentih umetne inteligence, ki lahko samodejno načrtujejo in vzpostavijo oblačno infrastrukturo. V zadnjih 20 letih so se vsi osredotočili na razvoj aplikacij z uporabo umetne inteligence in pisanje kode z umetno inteligenco. Ampak najpomembnejši del, to je infrastruktura, je bil precej pozabljen. Vsi so se osredotočili le na razvoj aplikacij. Zdaj pa se osredotočamo na to, da pravilno zgradimo infrastrukturo, da bodo aplikacije delovale nemoteno in varno. To je tisto, kar počnemo v Autopipe. To je zelo pobudniška stvar. Industrija oblačne infrastrukture za umetno inteligenco zdaj pridobiva veliko pozornosti, ker verjamemo, da bo to nova velika stvar, kot verjamemo v podjetju Autopipe. Torej, koliko dela arhitekta za oblak lahko umetna inteligenca v resnici nadomesti? Torej, želim uporabiti besedo nadomestiti. Kot veste, če smo realni, lahko vidimo, da veliko podjetij, kot so Amazon, Microsoft, Oracle, zdaj odpušča veliko zaposlenih v programski industriji. Naprimer, Amazon je pravkar odpustil 16,000 zaposlenih na področju razvoja programske opreme in vse to je zaradi umetne inteligence. Umetna inteligenca spreminja vse. In enak preskok, kot ga vidimo v programski in inženirski industriji, bomo videli tudi v infrastrukturi. Ne glede na to, ali gre za oblačno arhitekturo, oblačno infrastrukturo, inženiring, vse se bo spremenilo zaradi umetne inteligence. Umetna inteligenca teh služb ne bo popolnoma nadomestila, vendar jih bo zagotovo vplivala in jih bo v bistvu povzročila presežke zaradi umetne inteligence, ne samo na področju razvoja programske opreme, ampak tudi na področju infrastrukture v oblaku. In to vidimo že zdaj. Veliko podjetij se zaveda, da se morajo prilagoditi in izkoristiti umetno inteligenco, da bi izboljšali in optimizirali svoje delovne procese. In verjamem, da bo v nekaj letih, res samo v nekaj letih, umetna inteligenca nadomestila vse junior arhitekte, lahko jim tako rečemo, čeprav arhitekt ni začetnik, ampak bo nadomestila veliko arhitektov začetnikov. In podjetja bodo zdaj zaposlovala vedno manj oblačnih arhitektov. Torej, tega poklica ne bo nadomestila, ampak bomo videli veliko presežkov na tem področju. Zaradi podjetij, kot je Autopipe, ki razvijajo AI agente, ki lahko počnejo isto stvar. Ne samo v nekaj mesecih, nekaj tednih, ampak v enem dnevu, v nekaj urah. V nekaj urah dobimo popolnoma podrobno infrastrukturo, ki je pripravljena za uvedbo. Autopipe ustvarja presežek inženirjev umetne inteligence. Zato smo zelo navdušeni, da vidimo, kako se bo to razvijalo. Najlepša hvala. Jonathan Orr, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Autopipe. Hvala, zelo cenim to.
In rad bi omenil naš pospeševalnik Genesis Accelerator, v katerega smo bili sprejeti, prav tako pa skupnost La La Land, v katero smo bili sprejeti. In zdaj nas lahko vidite na Calculistu, pravkar smo objavili članek o Autopipe. Najlepša hvala za to. Vesel sem, da sem tukaj.